Cankarjev dom že četrtič organizira festival celostnega zdravja. Poimenovali smo ga v začetku Dao Ja, sedaj celostnega zdravja. Baziramo na tradicionalni kitajski medicini, na ajurvedi, indijski in homeopatiji, ki izvira že iz Grčije in Hipokrata. Pripravili smo predavanja z res strokovnjaki, in sicer zdravniki, farmacevti, biologi. Vsi so akademsko izobraženi in vsi ljudje, ki bodo prišli, bodo lahko videli in občutili to njihovo znanje in občutili tudi na praktičnih primerih, kajti niso samo predavanja, imamo tudi delavnice in razstavljalci, ki so tukaj prisotni, bodo lahko kupili tudi te izdelke, kajti tudi njihovo znanje je izrednega pomena za naše seveda zdravje. Osrednji namen našega festivala je pravzaprav približati ljudem čim širši spektar znanja o zdravju in v povezavi s hrano, hranjenjem, čim bolj objektivnim vrednotenjem pravzaprav vpliva in posledic pravilnega oziroma nepravilnega hranjenja za zdravje. In to sporočilo je nekako danes v medijih zelo razpršeno med komercialnimi mediji, zato smo želeli izpeljati neko objektivno noto in pravzaprav je čim bolj temeljito argumentirati in ljudi obvestiti na tak nepristranski način. Moje področje je tradicionalna kitajska medicina in integrativna medicina in jaz v tem prostoru počnem pravzaprav neko hibridizacijo vseh veljavnih znanj. In mislim, da je pravzaprav osrednji model prihodnosti preverjanje in neko kritično vrednotenje vsega, kar znamo o zdravju. Jaz si tukaj prizadevam tako prečiščevalno analizo oziroma iskanje najbolj pristnih in prilagojenih smernic, ki bi ljudem pomagali biti zdravi brez dodatnih stroškov. Jaz delam indijsko tradicionalno medicino, sem sicer izšolana zdravnica, delala sem 10 let v splošni praksi, preden sem se obrnila v to stran. Indijska tradicionalna medicina je medicinski sistem, ki je star več tisoč let, bila za najstarejšega na planetu danes, če to sploh šteje. Ima pa še zmeraj kljub temu, da je star, veliko zapoveda tudi sodobnemu človeku, kar obravnava nekatere univerzalne zakonitosti življenja. Življenja ne samo med ljudmi, življenja ne samo v smislu fiziološkega obstoja, ampak življenja v smislu umeščanja v širšo skupnost, katera je tudi narava, kraljestva narave in še širše in še širše. Predvsem pa ajurveda smatra, da je zavest tista, ki je temeljni dejavnik zdravja. In tukaj mislim, da smo prišli na to področje psihosomatike, katero je danes z pojavom vseh možnih novih sindromov praktično ključno. Na tem festivalu bom imela predavanje Hrana, zdravilo in hranilo. Bom predstavila, kako ajurveda gleda na hrano, bom predstavila tudi to razumevanje okusov in tega, da hrana, glede na to, da deluje na molekularni ravni, na ravni praktično valovanj, deluje kot zdravilo in kot hranilo. Več v predavanju. Kar je pa letos novost, bomo tudi za otroke pripravili tako imenovane igralne kotičke, tudi eno gledališko predstavo in joga za otroke. Na koncu našega tako imenovanega srečevališča bo tudi tako imenovani vrt z zelmi, z zelišči in vsakodnevno bo pripravljena zdrava prehrana za kosilo. Ne glede na sneg, ki je danes prisoten, želimo, da ljudje pridejo to poslušati, da pridejo pogledati, da tudi občutijo vse to, kar jim nekako pripravljamo, kajti pripravljamo za vse tiste, ki si želijo enega zdravega načina življenja in pristopa po eni naravni poti.